Lepo pozdravljeni, moje ime je Zala, sem knjižničarka v knjižnici Bled in v knjižnici Gorje. Kaj rada berem? Sama najraje prebiram življenjske pripovedi, življenjepisje, torej avtobiografije, biografije, spomine in dnevnike. Danes bi vam rada predstavila eno izmed letošnjih knjig, ki so me navdušile in mi bile v navdih. To je knjiga z naslovom Sonjin dnevnik. Gre za dnevniške zapise, za videnje večletnega bega judovskih fantov in deklet pred holokavstom skozi oči mlade Judinje Sonje Borus. Sonja Borus se je rodila leta 1927 v Berlinu. Oče in mati sta bila poljska državljana. Po napadu Nemčije na Poljsko so očeta, v navzočnosti Sonje, odpeljali v koncentracijsko taborišče, kjer je podlegel poškodbam. Po smrti očeta so mati skupaj z bratom deportirali v Auschwitz, kjer so jo zaplinili. Tako kot mnoge je tudi Sonjine starše bolj kot skrb zase gnala skrb za otroke. Brez upanja na lastno preživetje so na koncu izbrali toliko poguma in toliko moči, da so poskrbeli za beg svojih otrok. Beg iz Evrope, beg na varno. Ena takih poti je vodila skozi kraljevino Jugoslavijo. V skupini otrok, ki se je podala na to pot, je bila tudi Sonja. Otroci, ki so se prebijali na varno in med drugim prebivali tudi v Sloveniji in sicer na Lesnem Brdu, so danes poznani kot otroci z Lesnega Brda. Tu se decembra leta 1941 začne Sonjin dnevnik. Vanj je Sonja, poleg povsem vsakdanjih, običajnih dekliških težav, vpisovala tudi vse svoje dvome in skrbi. Za konec bi vam rada prebrala odlomek, misel iz predgovora knjige. In ker zgodovina ne pripada nikomur, nam zato pripada naš spomin. In tega z vso pravico delimo, branimo in ubranimo. Tako kot je Sonja Borus s svojim dnevnikom ubranila spomin na njeno celo družino, na vse berlinske Judinje in Jude. Če vam je bila predstavitev všeč, ste lepo vabljeni, da pridete v knjižnico in si knjigo izposodite.